Nahajava se v Šmarju pri Jelšah pod cerkvijo Svetega Roka. Do cerkve vodi Šmarska kalvarija, kjer se mimo 14 baročnih kapelic povzpneš do vrha. Cerkev so začeli graditi leta 1646 v značilnem arhitekturnem in podeželskem slogu. Zgradili pa so jo z določenim namenom, in sicer zato, ker so iz Šmarja pri Jelšah želeli pregnati kugo, ki je morila po teh krajih. Legenda namreč pravi, da je leta 1645 na Ptuju razsajala kuga. V Šmarje sta jo prinesla dva domačina. Da bi Bog to nadlogo iz kraja pregnal, so na vzpetini nad Šmarjem sezidali kapelico. Verniki so nato nanosili toliko darov, da so na tem mestu postavili lepo, na zunaj preprosto, znotraj pa bogato in čarobno cerkev, posvečeno Svetemu Roku kot zavetniku in priprošnjiku zoper kugi. Jaz sem župnik Damjan Ratajc, jaz sem že 26 leto duhovnik, sicer tukaj v župniji Šmarje pri Jelšah, sem pa od leta 2021, torej eno leto pa pol. Predtem pa sem bil 16 let župnik v župniji Sveti Pavle Prebold v Savinjski dolini. Zdaj, posebnost lahko rečem, da je to, da nisem daleč stran od tod doma. Jaz sem iz sosednje župnije doma, iz župnije Sladka Gora, vas Dolga Gora, in sem tudi župnik svoje domače rojstne župnije, kar ni običajno, ker pravijo že v Svetem pismu, nihče ni prerok v domačem kraju. Tudi Jezus ni bil prerok v domačem kraju, pa ga niso sprejeli, ampak tukaj pa je malo drugače, so me sprejeli za svojega župnika, kljub temu, da sem tam rojak domačin. In to bi rekel, da je nekaj tako malo posebnost. Posebnost je tudi to, da kar s časoma ne bo več postala posebnost, da sem župnik 4 župnij, poleg župnije Šmarje pri Jelšah, še imam v soupravi župnijo Sladka Gora, to je svojo domačo rojstno župnijo, potem župnijo Sveti Peter na Kristovem Vrhu in pa od 14 dni nazaj pa tudi uradno še župnijo Zibiko. Se pravim, to pa s časoma, čez nekaj let ne bo več posebno, zato ker nas duhovnikov je vedno manj, primanjkuje, starejši duhovniki pač pešejo zaradi zdravja, tudi starosti, in potem se pa zgodi, ni drugega, ki bi prišel v njihovo mesto, preprosto to, da se dobimo še kakšno župnijo zraven. No, kot posebnost v naši župniji je tudi to, da imamo propedevtični letnik, tako imenovani, lahko bi rekli temu pripravljalni letnik. Tukaj so fantje, ki razmišljajo o duhovniškem poklicu in bi se radi vpisali v bogoslovje. Zdaj, 4. leto je že tako v cerkvi v Sloveniji, da morajo ti fantje najprej priti semkaj v Šmarje, kjer jih tukaj se z njimi ukvarja gospod Janez Kozinc in je z njimi dejansko od jutra do večera, z njim ima za njih program. In v tem letu fantje veliko delajo na tej osebni rasti, in spoznavajo življenje duhovnika, in to je čas, ko naj bi premislili, ali sem za duhovnika ali nisem. Veste, danes so generacije drugačnejše, kot so bile pred 30, 40, 50 leti. In je na nek način potrebna tudi ta neka formacija, da ko vstopijo v bogoslovje, da so že malo izoblikovani in pripravljeni na to, kaj jih čaka v duhovniškem življenju. Zdaj, prvo leto jih je bilo 7 kandidatov, potem drugo leto 3, lani je bilo 5 kandidatov, letos so pa 4. Ampak to, če je bilo samo za celjsko škofijo, je bilo super, ampak ni, to je za celo Slovenijo. Za celo Slovenijo, in Bog daj, da bi ti fantje, ki so, da bi vztrajali, pa da bi tudi novi prišli. Ker se pravi, starejši duhovniki zaradi bolezni, starosti omagujejo, drugih pa ni. In tako se tudi župnije ena za drugo praznijo in čakamo te fante, da bodo vstopili na naša mesta. O življenju Svetega Roka vemo le malo. Kakšna je pravzaprav njegova zgodba? Ja, kolikor mi je znano, Sveti Rok se je rodil leta 1295 v Montpellierju v Franciji in potem je šel tudi na romanje v Rim
in tam so bili bolni ljudje, ki so zboleli zaradi kuge in jim je Rok pomagal in tudi sam je zbolel za to boleznijo. In ko se je vračal, ne, in ko se je vračal, se je zatekel potem en gozd in tam ga je angel hranil in sicer pes mu je prenašal hrano in je ozdravel, ampak njegov obraz pa tako telo je bilo iznakaženo in ko je prišel domov, so mislili, da je prišel neki vohun in so ga vrgli v ječo, v ječi je bil nekje 5 let in potem ko so ga prepoznali, da pa to Rok, je pa potem tudi umrl. Ne? In prav zaradi tega, ker je Rok pomagal bolnikom, ki so zboleli zaradi kuge, smo si ga tudi izbrali za priprošnjika zoper kužne bolezni. In zelo je bil zanimiv prav v času pandemije korone, COVID-19, prav tukaj v Šmarju, ne? Ker naša podružnična cerkev Svetega Roka je posvečena Svetemu Roku, zavetniku zoper kužne bolezni, ampak glih tukaj se je začela potem pojav bolezni, prve odkrite bolezni prav tukaj v Šmarju. Ja, to. Kdaj pa je nastala Šmarska kalvarija? Ja, Šmarska kalvarija je nastala v letih 1740, pa potem do leta 1754, v tistem času, ko je bil tukaj župnik Matej Vrečar. Matej Vrečar je prišel sem za župnika leta 1738 in že tisto leto, ko je prišel sem, je dal tole cerkev tako narediti, kot jo vidimo danes. Tole te štukature, to je v rokokostili, v stilu. In potem je bil pa zelo podjeten, to je bil verjetno, bil je matematik, pa urar, pa vinogradnik, pa zelo podjeten duhovnik in je potem dal tudi narediti kalvarijo in danes je Šmarje prepoznavno prav po kalvariji. Kdor vidi to našo kalvarijo, točno ve, aha, to pa je Šmarje. In pred leti smo pridobili certifikat, da Šmarje spada med eno izmed, mislim, da 7 čudes v Sloveniji. Tako. Je pa kalvarija zelo obljudena in radi ljudje hodijo od drugod in tudi domačini imajo to pot zelo tako kot rekreacijo, tudi kot duhovno pot, kot pot za druženje. Skratka, to je pot, ki povezuje Šmarčane in tudi druge ljudi. Kot ste rekli, kalvarija s cerkvijo Svetega Roka je tudi ena največjih oziroma najbolj obsežnejših kompleksov v Sloveniji. Ga obišče veliko ljudi. Ja, pred korono je prav gotovo bilo več organiziranih skupin, ki so prihajale semka iz cele Slovenije. V času korone se je to zamrlo, zdaj ni tega toliko množičnega, ni, a ne. Ampak tako, dejansko pa bi lahko rekel, da ni tedna, da ne bi kakšni posamezniki prišli, ali pa tudi kakšne organizirane skupine, ki pridejo na to pot kalvarije. Potem od spodaj pri župnišču se tudi je muzej baroka, v katerem so originalni kipci ohranjeni v muzeju in tam je zelo lepo vodenje, predstavitev kalvarije in cerkve Svetega Roka. Medtem ko zdaj v kalvariji, v teh kapelcah so pa taki plastični odlitki, ki to pot predstavljajo. Najbolj množično je pa tukaj prav za god Svetega Roka, ki to praznovanje pa se že začne na velike maše zvečer in potem na sam god Svetega Roka 16. avgusta. Tako kot ste rekli, posebno slovesno je tukaj na ta dan. Kako poteka od jutra do večera? Glejte, praznovanje se začne že na velike maše zvečer z slovesno svetomašo o 5.
Potem imamo zvečer tudi takole malo molitveno bdenje. Pred Najsvetejšim molitev recimo 2 ure, od 9 do 11 do polnoči, kakor je. V preteklosti smo imeli tudi celo nočno bdenje, celo noč, zdaj tega nimamo. Ker drug dan je le malo pestro. Začne se zjutraj ob 7, 8, 9 se maše, potem ob 10 je glavna romarska sveta maša. Za to mašo je značilno, da se začne tukaj zunaj na stopnici s pridigo. Ljudje so okoli cerkve, tukaj na travniku stojijo, nekaj imamo klopc, sedijo, večina jih stoji. Potem pa gre glavni mašnik semkaj v cerkev in tukaj se nadaljuje z sveto mašo. Na to romarski glavni sveti maši pride res veliko ljudi. So rekli, pred korono je bilo to 2, 3, 4 tisoč ljudi. To je bil cel hrib, je bil posjan z ljudmi. Dobro, lani smo imeli tudi takega gosta, ki tudi precej potegnil ljudi za sabo. Je bil še prav gospod Martin Golob. In je bilo 1000 ljudi je bilo pri maši. Tako je bilo res občutek veselja in praznika. No, potem tudi tukaj, da pa se temu reče res naredi praznik, pa prispevajo tudi gasilci, zaštanti, pa tako, da je malo tega prediha, ker se mi zdi, da kromanje tudi spada to zraven, da ko ljudje pridejo, da pridejo počastiti konkretno sem svetega Roka, sveti maši, potem pa da tudi malo druženja, se malo poveselijo. Jaz se sam spomnim, da sem kot otrok, enkrat smo bili na romanju, tako se spomnim, je ostalo spomino na romanju, sem se svetega Roka in to mi je ostalo spomino, kako smo tukaj na travniku sedeli pa malce imeli. Take stvari, ker včasih tega ni bilo. Danes se vsak pripelje z avtom. Včasih pa to peš prišlo. In si imel občutek, da si na romanju, ker si mogel iti se malo potruditi, seš si od doma. Peš, napor, potem med potjo si se pogovarjal, srečal ene druge ljudi. Potem pa je bilo maša, praznik, potem pa malca, pa domov. In je to trajalo cel dan. Danes se pa kar prepeljemo z avtom, pa z avtom se odpeljemo. Veliko pa jih je takrat na romarski dan, res tole pot Kalvarije prehodijo. Prehodijo in je tako. In pa moram prej pozapovedati, v postnem času, vsako nedeljo imamo od župnijske cerkve, pa do cerkve svetega Roka, torej do semkaj, pobožnost križevega pota. In tej pobožnosti prihajajo tudi drugi ljudje. Tudi iz drugih župnij se nam pridružijo ali pa tudi organizirane skupine. V postnem času prav to, ker Kalvarija je prav v postnem času, ko gremo skozi Jezusov križev pot. Zakaj pa se ravno na nedeljo po njegovem godu blagoslovi pšenico? Jaz bom kar rekel, to je neka tradicija. Zakaj ravno takrat? Glejte, pšenica je junija se žeje, julija se je mlačva in potem je pripravljena. In pšenica, kruh, da se Bogu zahvalimo za ta dar, ki nam je bil dan. Saj vemo, gledajte, kruha ne dobimo, kruh ni predelan v polici Mercatorja ali pa Špara, ampak kruh se začne predelava, se začne pri kmetu. In če ni pšenice, tudi kruha ne bo, na policah trgovin. In potem se prinesejo, se Bogu zahvalimo za ta dar in značilno je pa to, da potem to pšenico, ki jo ljudje prinesejo semkaj, jo blagoslovimo, jo odpeljemo v Nazarje k Klarisam, k sestram Klarisam in jo podarimo. Ima tudi to dobrodelno noto. Predvsem je to zahvala in tudi prošnja za naprej, blagoslov za zahvala, ker da letina dobro obrodi, pa tudi prošnja za naprej. Damjan Ratajc, najlepša hvala za iskrene besede in pristen pogovor in hvala, da ste nam tako lepo predstavili Cerkev svetega Roka. Ja, hvala lepa, da ste prišli, pa da smo imeli možnost tudi predstaviti Cerkev svetega Roka. Bi pa rekel, da imamo še tukaj veliko stvari za predstaviti. Je še tukaj župnija Sladka Gora,
pa je recimo v neposredni bližini tudi Olimje, znamenito, potem je tukaj sosednja župnija svetega Martina Ponikva, Blaženj Anton Martin Slomšek, da boste še imeli kaj razloga, da boste prišli na Štajersko. Hvala. Hvala lepa.